Pripravili so študente klasične filologije, to so Gašper Repše, Barbara Kovač in Urban Šifrar. In tukaj imajo tudi pripravljene listke z imeni, ker pač tako kot dejansko v antiki igra en igralec več vlog, v času so pa na odru nekako trije. Tako da jaz bi zdaj tukaj prepustila njim oder in upam, da se boste prijetno zabavali. Sicer besedilo te komedije je pa na voljo tudi tamle pod naslovom Menander, romantična komedija na tistih mizah zadaj. Tako da prijeten ogled. Preden začnemo z samim branjem, malo konteksta, ker bomo odigrali v bistvu tretje in četrto dejanje, oziroma del četrtega, poleg tretjega. In sicer, da umestimo ti dve dejanji, bom najprej samo povzel, kaj se zgodi pred tem, oziroma zakaj se gre, pa si bom pomagal kar z spremno besedo prevajalke Maje Sunčič. In sicer imamo v komediji Ženska Samosa dve vzporedni ljubezenski zgodbi. In sicer prvi zaljubljenec je bogat, samski, postarani Atenec Demeas, ki se je zaljubil v hetero Samosa Hrizido, po kateri ima komedija ime. Sin Moschion, ki ga je Demeas posvojil kot otroka in ga vzgojil v razkošju, je očeta spodbudil, naj lepo hetero vzame domov kot svojo priležnico in se tako otrese tekmecev za njene usluge. Tudi Moschion se je zaljubil, in sicer v Plangono, edinko, torej edino hčerko soseda Nikerata, očetovega bistveno revnejšega prijatelja. V odsotnosti obeh očetov, ki sta na potovanju v Pontu, je Moschion Plangono posilil na Adonijah, takoj prevzel odgovornost za svoje dejanje in se šel pogovoriti s Plangonino materjo, ki je prisegel, da se bo poročil s Plangono, ko se vrneta njegov oče Demeas in Plangonin oče s potovanja. Priznal je tudi otroka, torej tej materi oziroma tam Hrizidi in tem, ki se je rodil pred Demeovo vrnitvijo. In sicer so tega otroka predali v skrb očetovi priležnici Hrizidi, ki se pretvarja, da je mati otroka, ki naj bi ga imela z Demeom, torej z tem očetom oziroma dedkom tega otroka, saj je malo pred tem tudi njej sami umrl otrok, ki ga je rodila pač dejansko Demeo. In ko se Demeas in Nikerat vrneta s potovanja, izvemo, da sta se ta dva vzporedno in ne vede za to, kaj se je zgodilo doma, že dogovarjala za poroko Moschiona in Plangone. Ne izvemo zakaj, ampak samo, da gre za Demeovo idejo. Torej, ta dva očeta se vrneta s potovanja in Demeas gre v svojo hišo in tam vidi Hrizido, torej svojo priležnico, z dojenčkom in se razjezi, ker je kot priležnica in ne zakonska žena bi se bila dolžna tega otroka znebiti oziroma ga izpostaviti. In se torej razjezi, no sinu pa, kot sta se dogovorila z prijateljem, predlaga poroko z Plangono. Moschion očetu ne pove, čigav je dejansko otrok, zato ker domneva, da je oče že spoznal resnico, ker pač predlaga to poroko. In tako se dogovorijo, da naj bi se poroka zgodila še isti dan in urno začno s pripravami. In tu nastopi naše tretje dejanje, ki ga začne Demeas, pravkar ko je stopil iz svoje hiše in sicer je pri tem zmeda glede tega, čigav je otrok ravno dodatno zapletla zgodbo. Zdaj razumem, kako je, ko po mirni plovbi nenadno pride velika in nepričakovana nevihta in prinese nesrečo, raztrešči in prekucne može, ki pluli prej so po mirnem morju. Prav to se zdaj meni dogaja.
Prirejam poroko, žrtvujem bogovom. Doslej mi šlo je vse po planih. Toda, pri Ateni, zdaj ne vem, če dobro vidim. Ne, prišel sem ven, kot da bi me kdo nenadno zbil. Saj to ni res. Presodite, če sem pri sebi ali nor ali če narobe razumem in kličem zdaj nadse veliko nesrečo. Takoj, ko sem vstopil ves zagnan pri pripravi poroke, sem tistim v hiši preprosto razložil dejstva in jim naročil, naj pripravijo vse, kar je treba. Počistijo, spečejo, posvetijo žrtveno košaro. Seveda vse je šlo kot po maslu, čeprav je naglica povzročila nekaj zmešnjave, kar je razumljivo. Vreščečega dojenčka so postavili na kavč, da ni bil v napoto. Ženske so hkrati vpile: daj mi moko, vodo, olje, oglje. Pomagal sem jim in jim podal vsakega po nekaj, potem sem šel v shrambo, da bi prinesel več stvari in jih lagodno iskal, tako da nisem takoj izstopil. Medtem, ko bil sem tam, je iz sobe zgoraj v sobo nasproti shrambe, to je v predilnico, ki vodi gor in v shrambo, stopila ženska. Ženska je dojilja našega Mosijona in je že precej v letih. Nato je postala moja služkinja, zdaj je svobodna. Videla je zapuščenega dojenčka, kako se dere, ne da bi vedela, da sem v hiši. Misleč, da lahko svobodno čveka, je stopila k njemu in trosila običajne puhlice. Ljubi dojenček in zaklad moj, kje je tvoja mamica? Potem ga je poljubila in se zavrtela z njim. Ko je nehal jokati, je rekla: joj me, nedolgo nazaj sem dojela Mosijona in ga ljubila kot tebe, zdaj pa, ko se je tudi njemu že rodil dojenček? Približno to je povedala, potem pa je rekla služkinji, ki je pritekla od zunaj: okopaj otroka, joj me, kaj se dogaja, mar ne moraš paziti na malega na dan očkove poroke? Služkinja je takoj zabrusila: bednica, ne tako na glas, naš gospodar je doma. Ne, mar je res? Ki pa je? V shrambi. Potem pa je malo dvignila glas: dojilja, gospodarica te kliče, pojdi in podvizaj se, ničesar ni slišal, na srečo. Z besedami, moje blebetanje me spravi v težave, je dojilja odšla ne vem kam. Jaz sem se napotil ven, povsem miren, kot da ne bi ničesar slišal, ne opazil. Zunaj sem videl svojo samošanko z dojenčkom na prsih, ko sem šel mimo. Jasno je, da je dojenček njen. Kdo pa je oče? Sem to jaz ali pa... Ne, gospode, ne bom tega rekel pred vami. Ne sumim, vendar bom javno predstavil dejstva in govorice. Ne jezim se še. Poznam svojega fanta, da v preteklosti vedno bil je priden in mi izkazal največje možno spoštovanje. A če upoštevam, da je to povedala njegova nekdanja dojilja, ki je govorila, ne da bi vedela, da sem tam, potem pa pomislim na njeno ljubezen do otroka in vztrajanje, da se ga vzredi proti moji volji, sem ves iz sebe. Vidim, da prihaja Parmenon. Odlično, tu je nazaj s tržnice. Moramo pustiti, da pelje noter ljudi, ki jih je pripeljal. Pri bogovih, kuhar, ne vem, zakaj s sabo nosiš nože. Že z blebetanjem lahko razkosaš vsako temo. Ubogi amater. Jaz? Kako pak pri bogovih? Če vprašam, koliko miz mislite postaviti, koliko žensk pride, kdaj se bo začela večerja, če bo treba najeti natakarja, če imate dovolj lončene posode, če ima kuhinja streho, a je tudi vsega drugega dovolj? Povsem mi para živce, dragec, mar nisi opazil? Pojdi se soliti. Hvala, enako vse po spisku. Pojdite noter. Parmenon? Me kdo poklical? Da. Vse dobro, gospodar. Odnesi košaro noter in pridi nazaj. Prav. Po mojem temu prav nič ne uide. V zvezi s tukajšnjo afero, res vohljač je brez primere. Zaloputnil je z vrati, že prihaja. Hrizida, daj kuharju vse, kar hoče in drži staro stran od vinskih vrčev pri bogovih. Gospodar, na uslugo sem ti. Na uslugo si mi. Stopi sem, stran vrat, še malo. Sem? Poslušaj zdaj, Parmenon. Pri 12 bogovih, da imam veliko razlogov, da te prebičam. Prebičaš? Kaj sem pa naredil? V španoviji z drugimi mi nekaj prikrivaš, to dobro vem. Jaz? Ne. Pri Dionizu, pri Apolonu, tukaj pri Zevsu odrešitelju, pri Asklepiju. Stop, nobenih prisek ne govori kar v 3 dni. Ne me strela. Ti, poglej me. Evo, gledam. Čigav je otrok? A? Sprašujem, čigav je? Hrizidin. Kdo pa je oče? Pravi, da si ti. Nasrkav si, za norca me imaš. Jaz? Dobro poznam vsa dejstva. Izvedel sem, da oče je Mosijon in da ti to veš in da ga ona zdaj doji zanj. Kdo to pravi? Vsi, a povej mi, je res tako? Je, gospodar.
Tudi prikrivanje. Kakšno prikrivanje služabniki naj mi eden od vas da bič, da obračunam s tem lopovom? Rotim te ne. Ožigosal te bom pri Heliju. Ožigosal me boš. Da, danes. Nasrkal sem. Kam pa kam, biča fehtar? Zgrabi ga. O, trdnjava kekropove dežele, o, široki eter, o, Demeas, kaj se dereš, kaj upiješ, cepec, nadzoruj se. Bodi močan, kaj ti Mosijon ti ne dela krivice. Ta izjava se morda zdi pretirana, a je resnična, gospodje. Če bi to storil namerno ali razunet od strasti ali sovraštva do mene, bi se enako vedel do mene tudi zdaj, bil predrzen in sovražno nastrojen. Toda oprav se je obtožb, ko z veseljem privolil je v poroko načrtovano zanj. K temu ga ni spodbudila ljubezen, kot takrat sem mislil, temveč želja, da končno reši moje se Helene. Ona kriva je za vse, kar zgodilo se je. Jasno je, da vzela si ga je, ko ga je pil in ni bil pri sebi. Čisto vino in mladost zagrešita veliko neumnih dejanj, ko pri roki je sozarotnik. Nikakor se mi ne zdi verjetno, da bi kdo, ki pridanje in kreposten do tujcev, tako ravnal z menoj, kot da bi bil 10-krat posvojen, ne moj rodni sin. Ne vidim tega, temveč njegov značaj. Ta ženska je kurbetina. Kuga? Pa kaj? Ne bo več dolgo. Zdaj, Demeas, bodi dec, pozabi na strast, ne želi si je več. Prikri, kar zgodilo se je, kakor veš in znaš za voljo sina. Lepo samošanko vrzi iz hiše k vragu direktno na glavo. Imaš opravičilo. Obdržala je otroka. Nič drugega ne obelodani, požri solze in pogumno stisni zobe. Saj je tukaj, zunaj, fant, Parmenon. Človek mi je všel in mi ni niti malo pomagal. Speli se mi stran. Pri Heraklu, kaj se dogaja? Neverjetno, zmešani starec je stekel noter. Kaj za vraga se dogaja? A se me to sploh tiče? Pri Pozejdonu po moje je nor. Drl se je na vsa usta. Res bo fino, če bo moje krožnike raztreščil na koščke, v napoto so mu. Vedno ista pesem. Zaloputnil je z vrati. Prekleti Parmenon, da si me pripeljal sem. Malce se bom umaknil nazaj. Mar ne slišiš? Proč! Kam pa? Joj V me. maloro in to takoj. Uboga jaz. Seveda ubogati. Da, solze, ki vzbojajo sočutje. Mislim, da ti bom preprečil. Kaj? Ah, nič, saj imaš dojenčka, starko. Pojdi v maloro in to po hitrem postopku. Ker sem obdržala otroka. Zato in ker. Kaj in? Zato. To je torej krivo za težave, zdaj mi je jasno. Nikoli nisi znala uživati v življenju na visoki nogi. Kako nisem znala, o čem sploh govoriš? K meni si prišla v preprosti laneni obleki, se spomniš, Hrizida? Ja in? Bil sem ti vse, ko se ti je slabo godilo. Kdo mi je pa zdaj? Ne jezikaj nazaj. Imaš vse svoje imetje, lahko dodam nekaj služabnikov, Hrizida, ven iz moje hiše. Za jezo gre. Moram stopiti naprej. Poglej, gospod. Kaj mi težiš? Ne grizi. Druga ženska ljubila bo moj dom in se bogovom zahvaljevala. Kaj je to? Ti pa si naredila sina. Imaš vse. Zdaj ne grize. A vendarle. Človek, če me ne pustiš pri miru, ti bom razčesnil betica. Prav mi bodi, glej, odhajam. Res si faca. V mestu boš točno videla, kaj si. Ženske tvoje baže hitijo po zabavah, ki računajo ubogih 10 drahem in se nalivajo s čistim vinom, dokler ne umrejo ali pa stradajo, če niso hitre in voljne. A prepričan sem, da vse to že dobro veš kot nihče drug. Spoznala boš, kaj si in kako si zavozila. Ostani, kjer si. Joj me, kako grozna je moja usoda. Ko jo bomo žrtvovali, bo ta ovca nudila vse običajne darove za bogove in boginje. Ima kri, ustrezen žolčnik, lepe kosti, veliko vranico, kar zahtevajo olimpijci. Zmlel bom runo in ga poslal prijateljem. Za pokušino. To je vse, kar mi je ostalo. Toda pri Heraklu, kaj se dogaja? Mar pred mojimi vrati stoji objokana Hrizida? Res je ona. Kaj se je zgodilo? Tvoj dobri prijatelj vrgal me je ven. Samo to. Pri Heraklu? Kdo? Demeas? Da, Zakaj? zaradi otroka. Tudi sam slišal sem od žensk, da si obdržala otroka in da ga rediš. Čista nespamet. Ampak on je tako prijazen. Sprva se ni jezil, tudi pozneje je pravkar. Naročil mi je, naj v hiši pripravi vse za poroko in medtem, ko sem se mudila s tem, kot blaznež privihral je in me vrgel ven. Potem je Demeas zmešan. Črnomorje ni zdrav kraj. Pridi z mano, k moji ženi. Sem. Glavo gor. Kaj boš naredila? Ko bo razmislil, kaj je storil, se bo spametoval in nehal.
Žena, ubila me boš s teženjem. Zdaj mu grem povedati svoje. Nikoli si nisem želel te nadloge pri bogovih. Nikakor. Prav med poroko nas zadelo je čudno znamenje. Žensko so vrgli iz hiše in prišla je v najino hišo z dojenčkom. Solze tečejo v potokih, ženske so iz sebe, presneto Demeja z gaserje. Pri bogovih plača bo, ker je bedak. Mar sonce nikoli ne bo zašlo. Kaj naj rečem? Noč pozabila je na svoj poklic. Popoldne vleče se kot jara kača. Že tretjič se bom šel okopat. Kaj naj sicer počnem? Lepo pozdravljen, Moskion. A gremo naprej s poroko? Parmenon me je pravkar obvestil na tržnici, kjer sem ga srečal. Me kaj zadržuje, da pridem po dekle? Tu si in še nisi slišal novic? Kakšnih novic? Še sprašuješ? Zadela nas je čudna zoprnija. Pri Heraklu, kaj se je zgodilo? Prišel sem in se mi ne sanja. Tvoj oče je Hrizido nagral iz hiše, dragi fant. Saj to ni res. Pa je, Zakaj pa? zaradi otroka. Kje pa zdaj? Pri nas, v hiši. Te novice so neverjetne in grozne. Če se ti zdi grozno, Če vzamem gorjačo, bom iz vas iztepal vse solze. Kakšne ostarije so to, mar ne boste pomagali kuharju? Ja, prav imate, da se cmerate in vzdihujete pri Bogu, kaj ti vaš mogočni dobrotnik je zapustil hišo. Dejstva govorijo sama zase. Zdravo, najdražji Apolon. Naj nam poroka, ki jo bomo praznovali, vsem prinese srečo. Kaj ti, Gospodje, izpeljal bom to poroko in požrl jezo. Obvaruj me, Gospod, da nikomor ne izdam svojih čustev, temveč me prisili, da zapojem poročno pesem, kaj ti ne morem voditi sprevoda v zdajšnjem stanju. A kaj bi skrbel? Nikoli več ne bo nazaj. Moskion, najprej ti stopi k njemu, pred mano. Oče, zakaj to počneš? Kaj pa, Moskion? Kaj to sprašuješ? Povej mi, zakaj se je Hrizida pobrala in šla. Dober načrt, nekdo ga k meni pošilja na posvet. Groza. To ni tvoja stvar, ampak zgolj moja pri Apolonu. Kaj ta klepetulja? Res grozno, spajdašila sta se proti meni. Kaj praviš? Očitno, zakaj bi sicer priskočil na pomoč? Zagotovo je vesel, da se je to zgodilo. Kaj bodo rekli prijatelji, ko izvedo? Briga me za prijatelje, Moskion, pusti me pri miru. Bilo bi podlo, če bi te. Me boš ustavil? Kako pak? Res višek, saj vidite, to je še huje kot vse grozote pred tem. Ne smeš se kar tako vdati jezi. Demeja sprav ima. Vstopi in ji naroči, naj gre nazaj v našo hišo, Nikerat. Pusti me pri miru, Moskion, pusti, da, Moskion, že tretjič ponavljam, vse vem. Vse o čem? Ne govori mi. Vendar moram, oče. Moraš, naj ne bom gospodar svoje lastnine. Potem mi naredi to uslugo. Uslugo? Kakšna nesramnost, kot da bi me prosil, naj sam zapustim svojo hišo in vaju pustim skupaj. Pusti mi, da priredim poroko, dovoli mi to. Če si pameten, mi boš. Seveda bom. Za Hrizido pa hočem, da je zraven. Hrizido? Da, to hočem predvsem zaradi tebe. Mar ni vsem znano in povsem jasno, kličem te Loksijat za pričo, nekdo rovari z mojimi sovražniki, ojoj, počil bom. Kaj praviš? Bi rad vedel? Da. Pridi sem. Govori. Prav pa bom. Otrok je tvoj, to vem, povedal mi je mož, ki pozna tvoje skrivnosti, Parmenon. Nehaj se igrati z mano. Zakaj torej kriviš Hrizido, če je dojenček moj? Koga pa naj? Tebe? V čem je ona kriva? Kaj praviš, Marinata, nobenih zadržkov? Kaj se dereš? Kaj se dero, me sprašuješ ti izmeček, povej mi, a prevzemaš krivdo. Kljub temu si me drznoš pogledati v obraz in mi take govoriti. Se mi boš kar tako odrekel? Jaz? Zakaj pa? Še sprašuješ, zakaj, kako si drznaš? Moj zločin ni tako grozen, oče, gotovo jih je že nešteto storilo enako. Ljubi Zeus, ta si pa upa. Pred občinstvom, ki tu sedite, sprašujem, kdo je mati tvojega dojenčka? Povej Nikeratu, če se ti zdi nič groznega. Pri Zeusu res bo grozno, če mu bo moral to povedati. Razjezil se bo, ko izve resnico. Največji podlež na svetu. Šele zdaj se mi je začelo svitati o tej nesreči in zagrešenem hudodelstvu. Potem sem ga nasrkal. No, Nikerat, a zdaj razumeš? Kako da ne? O, grozljivo dejanje! Spolni zločini Tiesta, Ojdipa in Tereja in vsi zločini, za katere smo slišali, da so jih zagrešili drugi. Mala malica v primerjavi s tvojim. Bojim? Kako si si drznil tako ravnati in tvegati? Demeas, zdaj bi moral posnemati Amintorjevo jezo in ga oslepiti.
ti si kriv, da si mu vse to razkril. Kdo se te bi rešil, čigave postelje ne bi onečastil? Naj ti dam svojo hčer za ženo. Prej bom potrkal na les, kot se reče, se priklonil Nemezis, kot da jo poročim z Dionestom in postanem njegov sorodnik, priznano nesrečo. Ko sem slišal za to, sem potlačil jezo, čeprav sem bil žaljen. Kot sužen ravnaš, Demeas. Če bi onečastil mojo posteljo, ne bi ne on, ne njegova družica onečastila kake druge. Bil bi prvi človek, ki bi priležnico prodal obzori in zraven na dražbi še sina. Potem ne bi bilo praznega sedeža, od brivnice do stebrišča, vsi bi posedali od rane zore, čenčali o meni, rekoč, da se je Nikerat izkazal kot pravi moški in upravičeno vložil ovadbo za umor. Kakšen umor? Po mojem gre za umor, ko se kdo spunta in tako ravna. Od te katastrofe imam suha usta in sem vas otrpel. Po vrhu vsega sem v svoje plemenite sobane sprejel glavno avtorico teh grozot. Nikerat, vrzi jo ven, prosim te, plemenito deli krivico z mano kot prijatelj. Zakuhalo mi je, počil bom od besa. Kaj boliš vame, ti divjak, v resnici traški kozov? Oče, poslušaj, pri bogovih. Ničesar ne bom poslušal. Čeprav se nič od tega, kar sumiš, v resnici ni zgodilo, šele zdaj razumem, v čem je stvar. Kako nič od tega? Hrizida ni mati dojenčka, ki ga zdaj doji, temveč mi dela uslugo, ko pravi, da je njen. Kaj praviš? Čisto resnico. Zakaj pa ti dela to uslugo? Ne rad ti povem, a da se izognem hujši obtožbi, bom priznal mali prekršek, ko javno izveš dejstva. Govori, z besedo na dan. Dojenčkova starša sva jaz in Nikeratova hči. To se je hotel prikriti. Kaj praviš? Kar se je zgodilo. Ne me farbat.